sestre, dragi bratje, še enkrat prav lepo pozdravljeni v tej spominski maši, ko je vaš župnik rekel, če bi vodil to mašo. Sem začel malo bolj prebirati dokumente, potem še na koncu Šinovo knjigo Slovenski razkol. Ko sem začel spoznavati, kaj pravzaprav se je v teh krajih godilo. Nekaj se vedel, nekaj nisem. Toda tisti, ki so obljubljali raj na zemlji, ki so obljubljali, da bodo ljudje v novem sistemu živeli kot v nebesih, so začeli ustvarjati pekel. In ko se je ta teror tako razplamtel, bilo pač treba tudi vzeti orožje v roke. Tudi ko je bilo vzpostavljeno premirje miru še ni bilo. In zato pri tej sveti maši molimo, da se kaj takega ne bi več dogajalo. Veste, ko je naš največji arhitekt Plečnik v Komendi pri Kamniku postavljal spomenik žrtvam prve svetovne vojne, in ta spomenik napisal: molimo za zdravo pamet. In tudi danes, tudi v tej situaciji, v kateri se nahajamo, moramo moliti za zdravo pamet, ker neumnosti je tako in tako preveč. Stvari, ki so se dogajale, vi bolje poznate od mene. Pa bi morda se ustavil ob drugih dogodkih v tem času. Ta teden smo praznovali ta veliki jubilej, 30-letnico naše države. Tudi to, da se je končal sistem enoumja, da smo prišli do svoje lastne države, mislim, da lahko to pripišemo tudi našim slovenskim učencem in učenkam. Da so nam tudi oni sprosili, da smo končno doživeli to lastno državo. Čeprav se, ne vem, imate tudi vi tako občutek, ali ga imam samo jaz, velikokrat obnašamo, kot da je ne rabimo, da ne potrebujemo. Da bi najbrž lahko živeli drugače, ne vem kako. Ampak ob vseh teh dogajanjih, kot da ne potrebujemo države. Pa vendar, ko smo imeli četrtek zvečer v Ribnici mašo za domovino, sem izpostavil eno stvar, pa bom tudi tukaj. Jaz upam, da mi kakšen slovenist ne bo zameril. Katere narodne junake mi slavimo? Martina Krpana pa Petra Klepca. Dva kontrabandarja, dva švercarja. Ja,
Martinu Krpanu je bilo več do njegove kobilce, s katero lahko šversal, kot pa do cesarjeve hčere, ki mu je obljubljal. 2 dni prej, 22. torek, je bil god svetega Ahaca. Tukaj ne bom zdaj imel veruka, pa vas ne bom spraševal, če kdo ve, zakaj, kdo je bil sveti Ahac. Zavetnik kranjskih dežel. Zakaj? 101 leto po odkritju Amerike, 1593. leta 22. junija, je Andrej Turjaški namahal Turke pri Sisku in s tem rešil tudi Slovenijo in Evropo pred turško nevarnostjo. Pa to ni naš narodni junak. Žal, ja. Pa grofje celjski, ki so obvladali pol Evrope, niso naši narodni junaki, ker nam je prav pretekli sistem, ki bi rad spet prišel na oblast, ubil v glavo, da so bili to krvosesi slovenskega naroda. Ne, bili so branilci našega naroda in naših korenin. In ko vam je hotel sistem tukaj spodrezati korenine, ker drevo brez korenin ne raste, tudi družine brez korenin ni, ste vendarle obstali. Ste obstali. Prej bi rekel, ne, Peter, 10 let ni bilo krsta v tej župi. Se pravi, porežimo korenine. Današnji evangelij govori o veri. In v veri so prestajali ti naši mučenci vse te težave. Tudi jaz sam sem iz družine, kjer imam 2 strica v Kočevskem rogu. In se spomnim moje stare mame, čeprav sem rojen 10 let po vojni, je nikoli nisem videl oblečene drugače kot v črno. In se spomnim očeta, že potem, ko smo bili samostojni v Sloveniji, bolnik na Berglah, pa mi enkrat pravi, pelji me v rok. Oče, kako te pelje? Pelji me v rok. In ko sem ga peljal tja grobišče pod Krenom, kome je z Berglami prišel do tja. Rekel, zdaj pa pejt, pa me 4 ure pust pri miru. Potreboval je 40 let, da je na enem od grobišč se morda srečal v duhu svojega brata. In do Ljubljane nisva govorila. To je bila njegova sprava. In tudi to, sestre in brate, ne samo neko sočutje, ampak potrebujemo tudi neko spravo v samem narodu. Potrebujemo en zgodovinski pregled, ob katerem bomo rekli takole, takole, takole. To je bilo. Če bomo hodili sovraštvom in jezo v srcu, ne bomo nikamor prišli. Kajti jeza in sovraštvo dajeta kopreno na oči. Mi ne potrebujemo koprene. Kajti za svetlobo, za svetlost, za Božje smo poklicani, kakor je rekel apostol Pavel. Če bomo hodili s kopreno na očeh, bomo v temi in se bomo spotikali in padali.
Zato prosimo tudi te naše rajne, prosimo te mučence naše slovenske zgodovine, te vaše sorodnike, vaše starše, stare starše, strice, tete, katerim je bilo kruto oduzeto življenje, pa verujemo, da so ga zaživeli v Bogu. In naj bodo ti, tako kot je zapisal Balantič v eni svoji pesmi, naj bodo še dolgo bakla njena, ki potnikom samotno noč gori. In naj vam ne samo gori, ampak osvetljuje vaše poti v bodočnost. Amen. Spovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, samega nebesa in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je od svetoga brez vseh veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, pravi ustvarjen, bistvo z očetom, in je v njem vse ustvarjen, je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. V svetem duhu iz Marije Device in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod Pontijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi, in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca, in od svetega duha, Gospoda, ki jo oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki voli po prerokih in eno svetega katoliško in apostolsko cerkev, odpuščanju en krst, odpuščanje grehov in vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Dragi sestre, dragi bratje, naj te prošnje usliši nas nebeški Oče, ki hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja resnice. Gospod, prosimo te za vesoljno cerkev in za papeža Frančiška, da bo v sodobnem času ostal trden in neomajen v osnovnih načelih Kristusovega nauka in znal prepoznavati nova znamenja današnjega časa. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za vse voditelje narodov, podeli jim modrost in razsodnost, da bodo vodilo njihovega dela mir, pravičnost, spoštovanje do bližnjega. Naj se zavedajo, da se vsak narod rojeva in obnavlja v osnovni življenjski skupnosti družini. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za nove duhovne poklice. Svet potrebuje ljudi, ki bodo z besedo in zgledom oznanjali tvoj nauk in kazali na svetost življenja. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za tiste, ki so v zmoti ali zavestno delovali proti bratu in sosedu. Pomagaj jim najti pot do tebe in notranjega miru. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za vse, ki sta jim bila vzeta dom in domovina. Mnogokrat vidimo, da so nam prav ti ljudje vzgled v pripadnosti slovenskemu narodu. Bodi jim obilen plačnik. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te, da bi tudi mlajše generacije znale vrednotiti pomen dogodkov, ki se jih danes spominjamo. Samo njihovo široko razumevanje in priznanje nas lahko privedeta do dejanja resnične sprave. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za naše rajne,
še posebej zapadle v vojni in po njej. Naj nam bo njihovo trpljenje v opomin, da sovraštvo in nasilje ne rešujeta bodočnosti slovenskega naroda. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, ti prošnje polagamo skupaj sedaj zdravi na ta oltar in te prosimo, usliši jih po Kristusu našem Gospodu. Amen.